Izrael je pravkar šokiral Sirijo in svet s presenetljivim skrivnim napadom na eno od njihovih letalskih baz. Zakaj bi Izrael morebiti odprl novo fronto ravno med mirovnimi pogovori s Sirijo in ravnal v nasprotju z željami svojega najmočnejšega zaveznika, Združenih držav Amerike? Nekaj resnega se mora dogajati in žal se tudi. Sirija, ki jo vodi nekdanji džihadist Al-Kaide, igra igro. Zelo nevarno igro. In zdi se, da je Izrael edini, ki je to dojel. Začnimo čisto na začetku. Sirija je država na stičišču Bližnjega vzhoda in Sredozemskega morja, kar jo naredi za izjemno pomemben geopolitični dejavnik. In zadnjih 50 let jo je vodila slavna družina Asad. Bili so brutalni do lastnega prebivalstva, vendar niso bili versko-ideološki na način, kot so islamska skrajna gibanja. Novembra 2024 pa se je zgodilo nekaj res nepričakovanega. Uporniki v severozahodni Siriji so začeli hitro ofenzivo, ki je z osupljivo hitrostjo preplavila državo. In v samo 11 dneh, le 11 dneh, so dosegli Damask. Režim Asad je popolnoma propadel. Upornike, ki so prevzeli oblast, je vodilo džihadistično gibanje. Vodja Ahmad al-Šara je bil član Al-Kaide. Združene države so za njegovo glavo razpisale nagrado v višini $10 milijonov. Bil je na seznamu teroristov in zdaj je zaradi tega postal predsednik Sirije. Srečuje se z ameriškimi uradniki, govori o stabilnosti in obnovi ter na tiskovnih konferencah nosi obleke. Je džihadist v obleki. In prava nevarnost je, da Združene države verjamejo tej predstavi ali pa jo vsaj tolerirajo. Vendar je ocena Izraela nekoliko drugačna. Ko je Asad padel, so nekatere države spoznale, da imajo tukaj resnično priložnost vplivati na Sirijo. Turčija, Katar in Rusija hkrati vlagajo milijarde dolarjev v obnovo Sirije in njenih vojaških zmogljivosti. In nova sirska vlada potrebuje denar za obnovo, Katar pa je tam z denarjem. Turčija vzpostavlja stalno vojaško prisotnost v Siriji, ker želi močno džihadu naklonjeno vlado na svoji južni meji. Rusija ohranja strateško prisotnost in preprečuje utrditev Zahoda. In vsi trije imajo koristi od džihadistične vlade v Siriji. Zdaj se bom vrnila v sedanjost. Sirija je napovedala, da bo obdržala jedrski material. Material je rumena pogača, oziroma koncentrat urana, ki je ostal iz Asadovega skrivnega jedrskega programa. Zakaj nihče o tem ne govori? Kaj za vraga se dogaja? Zato vas verjetno ne bo presenetilo, da je to za Izrael nesprejemljivo. Imajo vojsko, ki jo vodijo džihadisti, podpira jih Turčija, financira Katar ob podpori Rusije. In zdaj, ko zadržujejo jedrski material, je to združitev vseh groženj, ki jih Izrael poskuša preprečiti. Zato se je Izrael 18. avgusta odločil napasti letalsko bazo. To se je po naključju zgodilo ravno v času, ko je turška vojaška delegacija obiskala točno to bazo. Sporočilo je bilo nedvoumno. Turčija te letalske baze ne bo obnavljala.